javni razpravi bo še 14 dni. Kakšno je vaše stališče do reforme, kaj podpirate, kaj? No, zagotovo pokojninska reforma je potrebna. V nasprotnem primeru se bo seveda ta sistem sesul sam od sebe. Torej, zagotovo je potrebno dvigniti starostno mejo. Pri tem pa opozarjamo seveda na to, da je to treba še prilagoditi, ali 65 verjetno kakšno leto manj. Naše mnenje je tudi, da je potrebno upoštevati obvezno služenje vojaškega roka. Šolanje je bilo, ni obvezno in zaradi tega to se strinjamo, da šolanje ni zajeto. Predvsem se nam pa zdi pomanjkljivost v predlaganih tezah ta, da ni bolj podprto starševstvo oziroma družine z več otroci. Mislimo, da bi bilo to nujno potrebno nazaj upeljati približno tako, kot je to do sedaj. Drugače pa seveda na primeren način bo potrebno razrešiti ta problem, kaj za tistimi, ki bodo že bistveno prej dopolnili 40 let ali podobne delovne dobe. Zagotovo jim bo potrebno pri nekaterih sploh težjih delovnih pogojih potrebno to omogočiti. Seveda je še vprašanje, ali so to sploh kakšni malosi, zagotovo pa minimalni. Mislim pa, da bi bilo pošteno, da pri tistih, ki so upravljali najtežje, fizično najtežje opravila, včasih tudi umsko zelo težavna, da se jim to seveda z malosi ne korigira. Bistveno v tej novi pokojninski reformi je ravno to, da se upošteva bolj starost kot pa pokojninska doba. Zato tisti, ki so se zaposlili mladi, utegnejo delati veliko dlje kot drugi. Ali se vam to ravnotežje, ki sedaj predlagano, zdi primerno? No, kot sem rekel, zagotovo je treba reformo sprejeti in zagotovo so pri mlajših generacijah oziroma tistih, ki so že nekaj časa tudi zaposleni, bistveno boljši delovni pogoji, kot so bili pri generacijah, ki se zdaj upokojuje ali ki se bo upokojevala čez par let. Torej, vi že veste, ko ste glasovali za prvi paket pokojninske zakonodaje, ali ne, ste že sprejeli stališče v zvezi s tem? Torej, stališče bomo sprejeli takrat, ko bo vlada pripravila dokončni predlog, zdaj ga še seveda ni. Takrat se bomo, jaz mislim, da bomo takrat, če bo kolikor toliko sprejemljivo, bomo v prvi obravnavi seveda sprejeli in poskušali potem tiste stvari, ki bodo eventualno manjkale, dopolniti z ustreznimi amandmaji za drugo obravnavo. Ker v primeru, da bi Državni zbor zavrnil v prvi obravnavi, potem seveda reforme ni in to je pa zagotovo najslabše. Hvala lepa.